Dober večer, pozdravljeni v novi seriji Osnov vere in znanosti. To je naše tretje srečanje modula o znanosti. Današnja tema sta dve božji knjigi. Preden pričnemo, bi rada pokomentirala vprašanja, ki so ostala brez odgovora. Kako so povezana s tem, o čemer bomo danes govorili? Nekdo je na primer zapisal: Stephen Hawking je dejal, da je veliki pok singularnost, edinstven dogodek izven naravnih zakonov. Mar ne verujemo kristjani isto v čudežih? Kar imenujemo nadnaravno, je preprosto vse, česar se ne da pojasniti z zakoni narave, ki so nam že znani. Če bi obstajalo potovanje v času in bi lahko pripeljali nekoga iz srednjega veka v sedanjost, bi se mu veliko reči, ki jih je danes videti v sodobnem svetu, zdelo nadnaravno. Celo meni, ki sem znanstvenica, se zdi veliko reči z drugih področij znanosti nenavadnih. Na primer, ko kvantni fizik reče, da lahko dva povezana subatomska delca istočasno ujameta in spremenita stanje, čeprav sta kilometre daleč narazen, ali ko opazujem delec, ki se vede drugače, kot pa če ga ne opazujemo. Ali pa da obstaja 11 dimenzij. Vse se zdi kot pravljica. Vse se mi zdi kot pravljica. Tisti, ki vas takšne teme zanimajo, boste na povezavi, ki sem jo podala v klepetu, našli video, ki ga je z mano podelila prijateljica Sharon in pojasnjuje kvantno teorijo in je zelo zanimiv. Možno je, da so mnogi nadnaravni predmeti poslušni zakonom narave, a nam niso znani. Edino, kar lahko z vso pravico imenujemo nadnaravno, je Bog, kajti on je nad naravo, bil je pred njo in je njen stvarnik, je stvarnik vsega. Obstaja od nekdaj. Drugo vprašanje, ki ni prejelo odgovora, je, kako lahko znanost navaja Boga kot pojasnilo, ko pa je odgovor Bog teološki in neznanstveni. Omenjanje Boga kot odgovora na vprašanja, na katera nimamo odgovora z naturalističnega stališča, spomni na Boga vrzeli. Pretekli teden sem na hitro podala odgovor na to, vendar se zdi, da moj odgovor ni bil povsem jasen, zato bi temu posvetila še nekaj minut. Prvi del vprašanja daje vedeti, da sta teologija in znanost dve nepovezani področji in da Bog pripada samo prvemu. Takšno stališče imajo nekateri, jaz pa se ne strinjam. Verujem v Boga svetega pisma, pravega Boga, ki trdi, da dejavno posega v fizični svet. Zato menim, da odgovor Bog velja za oboje, teologijo in znanost. To ne pomeni, da lahko Boga uporabimo kot karto joker za vse, česar ne moremo pojasniti. Misel, ki jo zagovarjam, ne pomeni, da prenehamo raziskovati reči, ki jih ne razumemo in preprosto rečemo, da je to naredil Bog. Prav nasprotno, če svetopismo pravi, da je kaj naredil Bog, moramo raziskovati toliko časa, da razumemo, kako je to naredil. V današnji temi bomo načeli prav to. Še nekaj vprašanj je, ki so povezana s temami, ki jih bomo obravnavali v prihodnje. Na primer, potop, teorija evolucije, kako sta skozi zgodovino znanosti povezana znanost in svetopismo. Prosim za malo potrpljenja. Obljubim, da bom odgovorila na vprašanja, ko prispemo do ustrezne teme. Dve božji knjigi. Prepričana sem, da ste že slišali ta izraz in veste, da se nanaša na svetopismo in naravo. Besedna zveza pomeni, da je Bog avtor svetega pisma in stvarnik narave.
Oboje uporablja, da po njiju govori svojim otrokom. Obstaja citat avtorice Ellen G. White, ki govori o odnosu med tema dvema knjigama in pravi tako: Ko Biblija navaja dejstva iz narave, lahko znanost primerjamo s pisano besedo, Biblijo. Pravilno razumevanje obeh bo vedno dokazalo, da sta skladni. Eno drugemu ne nasprotuje. Če je avtor obeh knjig isti, je logično, da podajata isto sporočilo. A vendar ni tako enostavno. Dejstvo, da smo tukaj in govorimo o veri in znanosti, kaže, da ni vse tako jasno. In da ti knjigi vsaj v nekaterih vprašanjih nista vedno skladni. Govorimo o razpravi med vero in znanostjo ali pa celo o navzkrižju med vero in znanostjo. Ali res obstaja navzkrižje? Če da, od kod prihaja? In še pomembneje, kako ga rešiti? Pojdimo po vrsti. Rekli smo že, da so ljudje, ki verjamejo, da navzkrižje ne obstaja, saj sta teorija in znanost povsod neodvisni in njuni področji delovanja se med seboj ne prekrivata. To se imenuje neprekrivajoča magisterija ali s kratico NOMA. Kaj pomeni? Če želite vedeti kaj, kar je povezano z Bogom, o veri ali morali, kaj je prav ali napak, se obrnete po odgovor v Sveto pismo. Če pa želim vedeti, kako se gibljejo zvezde, kako so se oblikovale gore in ali kako se je na Zemlji pojavilo življenje, se po odgovor obrnem na znanost. Jaz se ne vmešavam v tvoje področje, ti pa ne v mojega. Tako ni težav. Dejstvo pa je, da težave obstajajo, kajti Sveto pismo se ne omejuje na nematerialno. Seveda nam pove, kaj je prav in kaj narobe, prav tako pa govori o naravi, živalih, rastlinah, gorah, soncu in stvarjenju sveta. Kaj pa z vsemi temi deli Svetega pisma? Ali jih zavržemo, ker se Biblija meša v posle, ki se je ne tičejo? Ali domnevamo, da so izjave, ki nasprotujejo znanosti, samo zgodbe z moralnim poukom, ki pa nimajo dejanske vrednosti? Nimamo časa, da bi se podrobno poglobili v te teme, pa tudi niso moje področje. Svetopisemski strokovnjaki so jasni, da niso vsa svetopisemska besedila, ki govorijo o naravi, enakovredna. So del Biblije, kot so psalmi, Jobova knjiga, ki so poezija. Zato si je pisec dovolil svobodo in morda ne opisuje dobesedno. Druge knjige, kot so Izaija ali Razodetje, so preroške. Zato nekaterih besedil ne gre jemati dobesedno, ker imajo morda drugačen pomen. Obstajajo pa svetopisemski deli, tudi poglavja Mojzesovih knjig, ki so jasno zgodovinska poročila. Pisec si je prizadeval, da bi bralec razumel, da se je zapisano dejansko zgodilo. Morda si predstavljamo, da neprekrivajoča magisterija varuje Sveto pismo in mu daje svoje področje, v katerem ima oblast. Vendar to ne drži. Sveto pismo namreč podvrže znanosti. Če Sveto pismo pravi, da se je nekaj zgodilo tako, znanost pa to zanika, ta perspektiva avtomatsko domneva, da se moti Sveto pismo. Še en pogled na navzkrižje med vero in znanostjo. Možno je, da je navzkrižje med tema knjigama samo navidezno in se pojavi zaradi slabega branja. Če pogledamo spet citat Ellen G. White, vidimo, da to pove tudi sama. Pravilno razumevanje obeh bo vedno dokazalo, da sta skladni. Možno je, da imamo napačno razumevanje,
da slabo beremo. Kaj bi lahko bil vzrok temu nepravilnemu razumevanju? Lahko gre za težavo z besednjakom. Nekaj izrazov smo med seboj zamenjali, pa ne pomenijo povsem isto. Na eni strani imamo znanost, naravo, fizični svet, na drugi pa Sveto pismo, vero in religijo. Se spomnite našega prvega pogovora in mojega vztrajanja, da obstajajo razlike med podatki in razlago in da sem povedala, da je to pomembno v naših serijah? Kaj so v tem kontekstu podatki? Kaj lahko opazujemo? 2 božji knjigi, Sveto pismo in naravo. A te podatke je treba razložiti. Kako brati božji knjigi? Običajno ju beremo s stališča vere. Dejali smo, da je veliko krščanskih veroizpovedi, ki imajo Biblijo za Božjo besedo, pa vendar jo berejo, razlagajo drugače. Kako torej brati naravo? Z znanostjo. Če sem natančna, bi morali jasno povedati, da niti narava, niti Biblija dejansko nista zgolj podatki. Povedali smo, da sta božji knjigi, a v nobenem primeru nista neposredno sporočilo. Kar se tiče narave, vemo, da obstaja velika razlika med tem, kar je Bog ustvaril v začetku in tem, kar vidimo danes. Na naravo je tisoče let vplival greh in človek s svojim uničenjem. Zato je mogoče, da prejmemo popačeno sporočilo. Kar se tiče Biblije, pa vemo, da Bog piscem ni narekoval besed, ampak jih je navdihnil. Zato Sveto pismo vsebuje tudi dejavnik razlaganja, na katerega so vplivale kultura in okoliščine njegovih človeških piscev. Pa vendar bomo Biblijo in naravo imenovali podatki, saj imamo do njih dostop. Vera in znanost pa sta, jasno razlaga, človeški poskusi, da bi brali božji knjigi. Omenili smo že, da je v samem Svetem pismu več zvrsti, odvisno od človeka ali religije, ki ga razlaga. Prav tako smo dejali, da ni vse sprejemljivo. Moji teološki prijatelji uporabljajo nenavadne besede, kot so hermenavtika in eksegeza. Ko svetopisemsko besedilo tolmačimo, se moramo držati pravil. Poznati moramo literarno zvrst, zgodovinsko in kulturno ozadje ter pomen, ki ga imajo iste besede drugod v Svetem pismu. In tudi po izpolnitvi vseh teh pravil se včasih zgodi, da različni strokovnjaki isto besedilo tolmačijo drugače. To drži tudi za znanost, obstaja niz pravil, metodologija, ki se je treba držati, da bi bila hipoteza verodostojna. O tem smo govorili prejšnjič. Različni znanstveniki, ki se na pravilen način ukvarjajo z znanostjo, pridejo do različnih zaključkov. Očitni primer tega so fosili. Podrobneje o tem pozneje. Fosili so ostanki živih bitij iz preteklosti, ki jih najdemo na številnih krajih v naravi. Rečemo lahko, da gre za podatke, saj jih lahko vidimo, jih izmerimo, se jih dotaknemo in jih stehtamo. Ko pa nastopi čas, da jih razložimo, se zaključki znanstvenikov, ki so jih proučevali, zelo razlikujejo. Za nekatere so fosili jasen dokaz o velikem potopu, za druge pa so jasen dokaz evolucije.
To je tipičen primer, ki kaže, da dejansko ni neskladnosti med Svetim pismom in naravo. Sveto pismo pravi, da je prišlo do potopa, ko je umrlo na tisoče bitij. V naravi najdemo ostanke na tisoče mrtvih pradavnih živali. Protislovja ni med naravo in Svetim pismom, ampak znanostjo, ki drugače razlaga, kako in kdaj so se oblikovali fosili. Bodimo praktični. Navsezadnje, tudi če med vero in znanostjo navzkrižje obstaja, kristjani, ki verujemo v Sveto pismo, se pogosto znajdemo v situacijah, v katerih to, kar smo izvedeli v cerkvi, ne ustreza temu, kar izvemo iz učbenika ali iz dokumentarcev. Kaj narediti? Videli smo že, da lahko domnevamo, da gre verjetno za očitno navzkrižje, ki ga ne gre pripisati protislovju med Svetim pismom in naravo, ampak razlagi slabemu branju ene izmed dveh knjig. Drugič lahko poskusimo rešiti navzkrižje tako, da dovolimo, da se znanost in vera med seboj razsvetlita in dosežeta boljšo razlago podatkov. To predlaga Leonard Brandt v svoji knjigi Vera, znanost in zemeljska zgodovina. Dr. Brandt je navdušen nad sodelovanjem med znanostjo in vero s ciljem, da se odkrije resnica. Na tem grafu, ki ga najdete na 88. strani knjige, vidimo, kako znanost in vera pomagata ena drugi. Informacije iz Svetega pisma nam lahko pomagajo odkriti zmotne znanstvene razlage, znanost pa nam prav tako lahko pomaga odkriti zmotne svetopisemske razlage. Poglejmo si primer. V 8. stoletju sta znana naturalista Carl Linneu in Georges Cuvier podpirala teorijo fiksizma. Gre za doktrino, ki trdi, da so vrste nespremenljive in so ostale nespremenjene, odkar jih je ustvaril Bog. Ta teorija izhaja iz zmotne razlage Svetega pisma. Temelji na zamisli, da je bilo Božje stvarstvo popolno in da se ne da spremeniti, pa tudi na vrsticah, ki pravijo po svoji vrsti. Znanost dokazuje, da so se skozi stoletja živali in rastline brez dvoma spreminjale. Samo poglejte, koliko različnih pasem psov in sort paradižnika imamo. To pa ne pomeni, da je v Svetem pismu napaka. Krivo je napačno razumevanje Svetega pisma. Nikjer v Bibliji ne piše, da se organizmi ne morejo spremeniti. Nasprotno, v 1. Mojzesovi knjigi, v 3. poglavju, je Bog preklel kačo in dejal, da se bo odslej plazila po tleh. To pomeni, da se prej ni. In Adamu reče, da bo zemlja obrodila trnje in osad, kar pomeni, da prej tega ni bilo. Glede besede po svoji vrsti pa takole. Beseda vrste v Svetem pismu ne pomeni isto kakor danes. Je nekaj podobnega tipu ali skupini podobnih organizmov. Sveto pismo ne pravi, da se živali ne morejo spremeniti. Prav tako ne govori o tem, da se ne bi mogle pojaviti nove vrste. Rekla sem, da bomo praktični, zato vam podam mojo osebno strategijo proti navzkrižju. Kaj naredi Noemi, ko se kaj med Svetim pismom in znanostjo na videz ne sklada? Prvič, še naprej zaupam Svetemu pismu. Drugič, raziskujem. In tretjič, sem potrpežljiva. Razčlenimo vsakega od teh korakov. Prvič, še naprej zaupajte Svetemu pismu. Vem, da se vas nekaj ne bo strinjalo z mano, saj se zdi, da manjka nepristranskost. In morda je res tako. Gre za osebno odločitev. Moj prvi odziv na situacijo ali na navzkrižje s Svetim pismom je,
da se postavim na stran Svetega pisma. Iz preprostega razloga, da je Biblija božanskega izvora in je bila napisana, da je trajna za vse ljudi v vseh časih. Znanost je začasna in spremenljiva človeška pobuda. Učiti se moramo tudi iz napak v preteklosti. Cerkev se je prilagodila znanosti tistega časa in rezultat je bila katastrofa. Se spomnite, da smo že omenili geocentrični model vesolja, kjer naj bi se vse vrtelo okoli Zemlje v popolnih krogih? Ta ideja ni svetopisemska. Izhaja od Aristotela in tedanjih znanstvenikov. Cerkev je idejo posvojila, jo zagovarjala z vsemi štirimi, a je bila zmotna. Ne ustavimo se tukaj, saj sem že povedala, da se lahko zgodi, da Sveto pismo beremo napačno. Zato je drugi korak, da ne prenehate raziskovati na obeh področjih, svetopisemski razlagi in znanosti. Včasih imamo občutek, da Boga moti, če se odločimo, da bomo raziskali nekaj, česar ne razumemo. Iskreno iskanje resnice Boga ne žali. V Jobovi knjigi spoznamo Joba. Ta je bil z Bogom boleče iskren in je prosil za pojasnilo reči, ki jih ni razumel. Spoznamo tudi Jobove prijatelje, ki so ga karali in mu svetovali, naj molči ter sprejme in ne sprašuje. Bog pa pove, da se je Job dobro odrezal, njegovi prijatelji pa ne. Še eno je pomembno, ne bojmo se svojih odkritij. Raziskujmo in, kot pravi Brandt, se ravnajmo po dokazih. Če zares verjamemo, kar nam Sveto pismo in narava govorita o Bogu in nas zbližujeta z njim, potem se ni bati temeljite preiskave. Tretjič pa, zato nič manj pomembno je, da ste potrpežljivi. Morda bo vzelo veliko časa, da najdemo odgovore, ali pa jih ne bomo nikoli našli. Sveto pismo nam v Rimljanih 11. poglavju 33. vrsti pravi, da so Božje poti nam nedoumljive. Nič hudega. Bomo pa vprašali Jezusa, ko spet pride. Pomembno je biti potrpežljiv tudi v primeru sprejemanja našega zmotnega mišljenja, da je naše teorije navdihnila Biblija, kar ne zagotavlja, da je to res. Lahko imamo dobro zamisel, ki se je porodila iz razumevanja Svetega pisma. Po raziskovanju pa odkrijemo, da ni prava. In to je v redu. In nazadnje je treba biti potrpežljiv, raziskovati in čakati. Ne poskušajte Bogu pomagati. Naj pojasnim. Včasih ne najdemo odgovorov, ki smo jih želeli, in pademo v skušnjavo, da priredimo podatke, da ustrezajo našim pričakovanjem. To ni pogosto, a omenili bomo nekaj primerov znanstvenih prevar ljudi, ki so želeli delati dobro, ki so hoteli pomagati Bogu. A Bog ne potrebuje takšne pomoči. Še več, to je zelo škodljivo in lahko uniči ugled krščanske znanosti. Končala bi z nekaj primeri prave raziskave, v kateri je bila uporabljena ta strategija in to uspešno. Prvi primer je arheološka raziskava adventista arheologa Randalla Jonkerja. Raziskavo je spodbudilo očitno navzkrižje med Svetim pismom in znanostjo. Sveto pismo pravi, da so Abraham in druge osebe njegovega časa imele kamele. Arheološka odkritja pa povedo, da so kamele udomačili šele v 12. ali 10. stoletju pred Kristusom, kar je nekaj stoletij po času očakov. Arheološka skupnost je torej predvidevala, da je omemba kamel v Svetem pismu anahronizem, kar je samo lepše povedano, da ne drži.
Doktor Janker in njegova skupina raziskovalcev pa so se odločili, da bodo verovali Svetemu pismu. Če Biblija pravi, da je imel Abraham kamele, jih verjetno tudi je imel. Niso se ustavili tukaj. Prišli so na drug korak. Raziskovali so in raziskovali. Odpravili so se v svetopisemske dežele, v Petro, na Sinaj in druge kraje, da so proučevali risbe, napise in gravure različnih obdobij, na katerih so upodobljene kamele. Nekaj jih vidimo na tej sliki. Razpoznate lahko različne upodobitve kamel. In ko so jih nekaj let pregledovali, so prešli na tretji korak. Odkrili so to risbo, na kateri se jasno vidi kamela z vrvjo in moškim, ki hodi pred njo. Brez dvoma gre za upodobitev udomačene kamele. Zaradi kraja, kjer so jo našli, so to upodobitev uvrstili v čas 1500 let pred Kristusom in morda je celo nekaj stoletij starejša. Ali to dokazuje, da Sveto pismo govori resnico in da je Abraham jezdil kamele? Ne. Rekli smo že, da je znanstveno dokazovanje, da hipoteza drži, zelo težko. Vendar pa prikazuje, da arheološka teorija, da kamele niso udomačevali vse do 10. stoletja pred Kristusom, ne drži in da je svetopisemsko poročilo skladno z novimi podatki. V preteklih desetletjih so različne skupine krščanskih raziskovalcev doživele nekaj podobnega. Prevladujoče znanstvene teorije na raznolikih področjih so na videz nasprotovale svetopisemskemu poročilu, vendar so se odločili, da še naprej zaupajo Svetemu pismu in raziskujejo. A rezultati so bili nova odkritja, ki so bila skladna s tem, kar pravi Sveto pismo. V naslednjih srečanjih bomo govorili o vznemirljivih zgodbah. Res vznemirljivih. Je pa ena in priporočam, da jo preberete sami, če je še niste. Govori o Leonardu Brandu in njegovem moštvu raziskovalcev na geološki tvorbi peščenjaka v Conconinu v Velikem kanjonu v Koloradu. V informacijah in povezavah, ki smo jih podali na začetku, v klepetu je nekaj člankov o tej temi. Če pa želite zgodbo prebrati na bolj zabaven način, lahko preberete strip na to temo. Naslov je Poplavljena puščava. Je iz detektivske zbirke, ki je na voljo v več jezikih na spletni strani GRI. To je bilo za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Sedaj bomo končali. Bilo je lepo biti spet z vami. Ne pozabite, če imate kakršnekoli dvome ali komentarje, vprašanja, nam lahko pišete, pošljete elektronsko pošto. Naslednjič je naša zadnja tema o znanosti z naslovom Znanstveniki, kristjani in kreacionisti. Científicos, cristianos y creacionistas, con el que terminaremos nuestro primer módulo, el módulo ciencia. Naj vas Bog blagoslovi in nasvidenje naslednjič.